Izrael ponovno vstopa v Libanon, da bi premagal Hezbolah, oboroženo libanonsko stranko, povezano z Iranom. Naredimo časovni pregled dogodkov. Konflikt med Izraelom in Hezbolahom poteka v različnih fazah že od 80-ih let. Napad Hamasa na Izrael oktobra 2023 je znova sprožil spopade septembra 2024. Izrael je vdrla v Libanon in zajela vodstvo Hezbolaha s spektakularno operacijo, ki je povzročila eksplozije in smrt številnim civilistom ter borcem. Novembra je bilo sklenjeno premirje. Libanonska vlada je pripravila načrt za razorožitev Hezbolaha, a ga ni izvedla. Medtem je Izrael ohranil nekatere položaje na ozemlju. Prejšnjega marca, po začetku vojne Združenih držav Amerike in Izraela proti Iranu, so bili nekateri droni Hezbolaha izstreljeni proti judovski državi. Izraelske sile so v 2 tednih izvedle skoraj 400 napadov v Libanonu, večinoma na jugu in v Bejrutu. Med bombardiranji je več kot 800 ljudi izgubilo življenje, milijon pa jih je bilo razseljenih zaradi ukazov za evakuacijo celotnih območij. Zadnji ukaz zahteva, da se prebivalci premaknejo severno od reke Zarani, približno 50 km od meje z Izraelom. Operacije v Libanonu lahko močno bremenijo izraelske sile, ki že izvajajo akcije v Gazi, Libanonu in proti Iranu. Cilj je vedno enak. Taktični uspehi, napadi na orožje in vodstvo sovražnika ne pomenijo nujno strateškega uspeha. Predvsem, kadar je cilj popolna odstranitev nasprotnika. Hezbolah vodi simetrično gverilsko vojskovanje, saj je močno zasidran na tem območju in pripravljen dolgo vztrajati v spopadu. Izraelska strategija bi lahko vključevala kratke udarce proti sovražnikom za oslabljenje njihovih ofenzivnih sposobnosti. Upajo, da bodo v prihodnje grožnje odpravili z občasnim ponavljanjem napadov. Kaj menite vi? Več informacij je v komentarjih ali opisu.